Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat se je na tapeti znašla Solana. Zakaj Solana? Zato, ker je zadnje čase zelo priljubljena. No in o čem se gre Solana? Sicer smo že naredili en video o njej, o njeni zgodovini. Vsekakor priporočam, da si ga ogledate. No tukaj je še na kratko opis iz mojih zapiskov. Solana je ena izmed najbolj priljubljenih blockchain platform, znana po svoji izjemni hitrosti transakcij in nizkih provizijah. Zasnovana je bila kot rešitev za težave skalabilnosti, ki pestijo druge verige, kot sta Bitcoin in Ethereum. Solana omogoča obdelavo več tisoč transakcij na sekundo, zaradi česar velja za eno najhitrejših omrežij v kriptoindustriji. Osnova Solane je inovativni konsenzni mehanizem, imenovani Proof of History, ki se uporablja skupaj s tradicionalnim Proof of Stake. Ta kombinacija omogoča hitrejše in učinkovitejše potrjevanje transakcij, kar pomeni, da lahko blockchain ostane hiter, varen in decentraliziran. Eden izmed glavnih adutov Solane je tudi njen ekosistem, ki vključuje široko paleto DeFi protokolov, NFT tržnic, igričarskih aplikacij in drugih Web3 projektov. Zaradi nizkih stroškov in hitrih transakcij je Solana priljubljena izbira za razvijalce pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij. No, kljub izjemnim prednostim pa se je Solana v preteklosti soočala s tehničnimi težavami, predvsem z začasnimi izpadi omrežja, kar je vzbudilo pomisleke glede njene stabilnosti. Vendar pa ekipa aktivno dela na izboljšavah, ki naj bi te težave zmanjšale in dodatno povečale varnost in zanesljivost omrežja. No in če gremo kar na prvo sekcijo, jasnost cilja projekta, oziroma tukaj gledamo kakšen je pregled projekta v ta prvi sekciji in pregledujemo jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo, jasnost bele knjige. Tukaj je jasnost zelo jasna, če se lahko tako izrazim. Tudi vpliv na industrijo vpliva na realno industrijo. Jasnost bele knjige, samo malo, dajmo si pogledati še spletno stran. Tukaj vidimo, imajo zelo lepo spletno stran. Tudi takoj izpostavijo svojo adopcijo, kar se mi zdi super, in vidimo sama velika imena: Circle, Discord, Google, pa Meta, Shopify, Stripe, tako da ogromno takih velikih imen. Spletna stran tudi, tako kot sem rekel, je zelo lepa, zelo lepo obrazloži vse skupaj, takoj vemo, o čem se gre zadeva. No, poglejmo si še njihovo belo knjigo oziroma white paper. In vidimo, da imajo zelo podrobno in zelo lepo vse obrazloženo. Kot vemo, preden se kamorkoli kaj vlaga, se splača prebrati belo knjigo oziroma white paper. Tako da za prvo sekcijo dobijo vseh 15 točk od 15. Naprej imamo drugo sekcijo, ekipa in podpora, kdo stoji za projektom in kdo je morda že vlagal v tale projekt, in to zelo dobro lahko vidimo tukaj na tej spletni strani CryptoRank. Če gremo na zavihek Team, in v ozadju tega projekta je Anatolij Jakovenko. Zdaj, če gremo na njegov LinkedIn, vidimo tudi vso njegovo zgodovino, kje je prej delal. Prej je delal celo na Dropbox, pa Mesosphere, Qualcomm, pa Aleskar. Zdaj ta človek ima kar nekaj znanja, tudi kar se tiče blockchaina. Zdaj nima tega izpostavljenega na LinkedInu, je pa to v tem drugem videu, kjer smo predstavili prav zgodovino Solane in njen razvoj, tako da vsekakor priporočam, da si ga ogledate. Torej, Anatolij je founder, dajmo še pogledati, imamo kar precej co-founderjev, dajmo si pogledati Raj Gokal, mislim, da se tako njegovo ime izgovori.
No, on je pa pred tem delal, torej seveda Solana, Stealth. Torej, on je v bistvu prej delal bolj tako na zdravstvenem področju, tako da, ja, tukaj ni nekih, večinoma bolj na mentalnem področju, tako da tukaj ni nekih blockchain ekspertiz. Začelo se je, vsaj glede na LinkedIn, tukaj pri Solani pred 7 leti. Poglejmo si zdaj še njihovo podporo, kdo vse je vložil v tale projekt. In tukaj tudi vidimo sama velika imena Polychain Capital, Andreessen Horowitz in tudi drugi. Tukaj so na primer zbrali 314 milijonov, predtem so imeli ICO, kjer so zbrali 1,76 milijona tu na CoinListu. In predprodaja, kjer so zbrali malo več kot 2 milijona. In serija A, tukaj so zbrali 20 milijonov, pa predtem so imeli še eno predprodajo, 5,70 milijonov, privatna predprodaja 12,63 milijonov in še ena privatna predtem 3,17 milijonov. Ja, tako da so zbrali kar precej enega kapitala. Tako da tukaj za drugo sekcijo ekipa in podpora dobijo vseh 15 od možnih 15 točk. In naprej imamo blockchain in žeton, kjer preverjamo, ali je jasna uporaba blockchaina in žetona, in tukaj seveda je jasna uporaba blockchaina in tudi uporabnost žetona je tukaj, tako da tudi tukaj dobijo vseh 10 točk od možnih 10. Naprej imamo četrto sekcijo, napredek in cilji. Je ekipa dosegla svoje cilje, kako obveščajo svoje sledilce. No, in tukaj sem našel njihov blog, kjer obveščajo svoje sledilce. Zdaj tukaj je tudi ogromno novic, kaj na čem delajo, ampak mi smo vajeni nečesa več, torej da imajo kot neko časovnico, kakšne vse plane imajo in kako daleč so pri teh planih, tako da tega tukajle ni. In zato za tole sekcijo dobijo 3 točke od vseh možnih 5. Naprej imamo tehnično analizo, kakšna je cena in moč trenda, kaj nam kažejo indikatorji in kakšen je volumen in likvidnost. No, tehnično analizo lahko preverimo kar tudi tukaj na CryptoRank, če gremo pod Overview in gremo tukaj dol na tale graf, bomo dali še RSI indikator, tako, pa dajmo ta okenček stran. Zdaj, trend, ja, je vsekakor navzgor pozitiven trend, ampak bo pa treba malček paziti. Tukaj imamo eno medvedjo divergenco, kjer imamo vrh in pa višji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pri RSI imamo pa vrh in pa nižji vrh. Zdaj še vedno lahko rastemo naprej gor preko divergence. Kot lahko vidimo tukaj imamo dno in pa nižje dno pri RSI, medtem ko tukaj gibanje cene pa trenutno dela dno in pa višje, malček višje dno. Taka rahla, skrita bikovska divergenca, tako da bomo videli, če bomo mi dobili nadaljevanje rasti. Zdaj še, kar se tiče likvidnosti, volumna, menjalnic, ja, tukaj sploh ni dvoma, je na takih velikih uglednih menjalnicah z velikim volumnom. Tako da pri tehnični analizi cena in moč trenda, pozitiven trend, volumen in likvidnost, velik volumen. Tehnični indikatorji so trenutno malček mešani, tako da od vseh možnih 15 točk dobi 13 točk. In naslednji segment,
je seveda skupnost. Dajmo si pogledati njihovo skupnost. Ponavadi imajo tukaj dol v footerju povezave. Zanima nas X, na tega ponavadi najbolj ciljajo. Tukaj vidimo, da imajo 3,2 milijona sledilcev, kar je ogromno. Poleg tega imajo še YouTube, da vidimo tukaj. Imajo 78,000 naročnikov, kar se mi zdi tudi super, kar velika številka. Potem imajo še Discord, tukaj imajo 143 sledilcev in pa še Telegram sem opazil. Tukaj pa imajo 71 oziroma tam nekje slabih 72,000 sledilcev oziroma članov, kar se mi zdi super. In tudi adopcija uporabnikov, kot smo lahko videli prej, je vsekakor aktivno sprejemanje strani resničnih podjetij ali tržnih niš. Kot smo videli, imajo kar nekaj velikih imen za sabo. Tako da za sentiment, naš 6. segment v ocenjevanju, dobijo vseh 10 točk od možnih 10. In smo zdaj pri ta zadnjem, Certik, varnostno preverjanje. Kako mislite, kako bo kaj šlo Solani? In nažalost Solana nima narejene revizije. Ima pa zelo visoko oceno. 91. In glede na to, da nima upravljene revizije, pač žal ne moremo oceniti in videti, če imajo slučajno kakšne probleme v kodi. Tako da samo na podlagi tega, na podlagi te visoke ocene, dobi 5 točk od vseh možnih 25. In tako, končna ocena Solane je 71 od 100, kar ta projekt uvršča pod povprečno, potrebnih je več raziskav. Tako da tukaj bi res prav prišlo morda Certik varnostno preverjanje. Ampak kako se vam zdi ta naša ocena? Kar komentirajte spodaj, zanima nas vaše mnenje. Seveda tudi, če imate morda vi kakšen kovanec, za katerega bi radi da ga pogledamo malček bolj v drobovje, kar napišite spodaj. Priporočamo se tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili našega naslednjega videa. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.